Kaj so bili triki sanjačev, kot so bili recimo Walt Disney, ki je ustvaril tako prelepo Miki miško, da jim je v življenju uspelo svojo manifestacijo definitivno spraviti na velik globalni nivo? Kaj je bilo tisto, zaradi česar so bili oni posebni? Kaj je bilo tisto, zaradi česar še danes take njihove sanje živijo, če tudi mogoče njih sploh ni več na planetu? Kaj je tisto manifestacijsko zrno, ki usklije, pa mogoče ga ne najdejo ravno v življenju vsi? In to je definitivno nekaj, kar se vsak vpraša. Mnogo ljudi, ki imajo sanje, mnogo ljudi, ki imajo čudovite ideje, katere si želijo uresničevati. Pa hkrati tudi vidiš, da te čudoviti ljudje nekako ne pridejo do tega, da bi jim v življenju uspeli to prizemljiti ali pa deliti s svetom. Ja, manifestacija je včasih majčkeno bolj za raziskati, kakor so nas do zdaj učili, da je treba samo pozitivno razmišljati, kar je seveda ena čudovita sestavina, pa vendarle je včasih treba tudi kaj več. Zaradi tega sem si jaz tudi to želela, ker sem za sebe raziskovala, kaj je tisto več, kaj je tisto, kar bo moje sanje tudi potisnilo v to, da jih bom lahko živela. In definitivno sem oblikovala nek program na podlagi vseh mojih izkušenj in dodala temu še energijske metode in meditacije in bi to zdaj rada delila s tabo. Šola manifestiranja v praksi. Definitivno. Ne en korak, ker je pozitivno razmišljanje, ampak še kup drugih korakov. Kako dejansko to delati v praksi? Kaj je treba delati, kako je treba razmišljati, kako je s čustvi, kako je s preteklimi izkušnji, kaj ima s tem življenjsko poslanstvo, kaj ima s tem tvoja duša in njen načrt in še in še in še. In to so res čudoviti principi z ogromno vaj in predvsem zelo veliko domačega dela. Tako, če si zdaj pripravljena zavihati rokave in delati, potem da jaz in moja mini definitivno pričakujeva. Vse skupaj se bo odvijalo na spletu, dobiš ogromno meditacij, na vsaki stopnji jih dobiš po 6, tako da verjamem, da so orodja zate čudovita. Tako da preveri na povezavi, ki sem ti jo dodala in se te veselim med tistimi sanjači, ki bodo seveda sanje tudi ustvarjali. Čau!